Predvideno smo imeli dvoje zaslišanj, torej zaslišanje ministra Roko Žarniča, ministra za okolje in prostor, in pa gospoda Židana z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V mape in v gradiva sem vam dala nekaj dokumentov, ki so pomembni za to, da pač boste razumeli tiste stvari, ki jih bom povedala, oziroma ki izhajajo tudi iz odgovorov obeh ministrov. Vemo, da pač pripravljalec prostora, torej tisti, ki spreminja prostorski načrt, to je v tem primeru Mestna občina Ljubljana, mora pridobiti soglasja vseh nosilcev urejanja prostora v Republiki Sloveniji. In ko pridobi vsa ta soglasja, Ministrstvo za okolje in prostor izda najprej odločbo, s katero ugotovi, kakšni so vplivi na okolje, potem pa tudi sklep, s katerim ugotovi, da je pač nov plan oziroma predlog plana usklajen z vsemi mnenji državnih nosilcev urejanja prostora. Mi smo od ministra predhodno zahtevali, od ministra Žarniča, torej ministra za okolje, predhodno zahtevali, da nam posreduje vsa soglasja, ki jih je prejel in na podlagi katerih je potem izdal sklep o usklajenosti oziroma najprej odločbo na to sklep. Minister nam je te dokumente poslal, vendar smo ugotovili, da gre za pomanjkljivo dokumentacijo. In kar je še najbolj problematično, je to, da tudi tiste dokumente, ki jih je poslal in jih sam v odločbi navaja kot pozitivna mnenja, v resnici niso pozitivna. V večini primerov gre za pogojna mnenja, torej mnenja, ki zahtevajo določene spremembe v planu in torej zahtevajo, da se pač te pomanjkljivosti, ki jih posamezni nosilci naštevajo, tudi upoštevajo in vključijo v prostorski plan. Minister je sicer včeraj odgovarjal, da za nekatere dokumente ni vedel. To bomo seveda še preverili, kajti v tem primeru bi težko dejansko o stvari odločal, če pač nekih informacij ni imel. Vendar pa je problem druge, to, kar sem že omenila, torej, da je tudi tista mnenja, ki jih je imel in niso bila pozitivna, sam razumel in tako tudi zapisal v odločbo kot pozitivna in jih na podlagi teh, torej v resnici negativnih mnenj, izdal pozitivno soglasje k prostorskemu načrtu. To je nekaj, kar se absolutno ne sme zgoditi. Po drugem zaslišanju ministra Židana je bilo sicer izpostavljeno, da če se ugotovi, da je v nadaljevanju mestna občina ni upoštevala teh zahtev, ki so jih pač posamezni nosilci v mnenja zapisali, da se lahko pač v nadaljevanju postopka sproži ustavni spor oziroma razveljavitev odloka. Vendar pa samo ocenjujem, da je bilo narejenih več napak tudi s strani ministrstva, predvsem ministra za okolje in prostor, gospoda Žarniča. V sklepu namreč, v odločbi in potem v sklepu odločbe je bila nosi datum 30.6., medtem ko sklep datum 2.7. Ne navaja mnenja Ministrstva za kmetijstvo, danega 1.7., kot da tega mnenja ni, ki je prav tako negativno. In velik problem pri vsej stvari, kar je pa tudi gospod Žarnič sam priznal, je to, da je bil sklep podpisan v ponedeljek 5., nosi pa v vladi datum 2., torej lahko rečem, da gre za antidatiranje, kajti rok, do katerega je moral izdati sklep, je 2.7. Minister je to sam povedal in to so stvari, ki so kazniva dejanja. Jaz upam, da se bodo pač tisti organi v tej državi, ki se morajo s tem ukvarjati, s tem ukvarjali. Mi moramo še pregledati vso dokumentacijo, preden bi lahko razmišljali tudi o kakšni kazenski ovadbi ali o interpelaciji. Sem pa oba ministra opozorila, da vkolikor bomo ugotovili, da nekatere trditve oziroma nekatere teze, ki smo jih postavili glede na dokumentacijo, ki jo imamo, držijo, da je to lahko tudi razlog za interpelacijo. Jaz mislim, da se oba ministra tega zavedata in včeraj je sicer vsa stvar izpadla precej
v smislu, da pač mestna občina ni posredovala vseh dokumentov na Ministrstvo za okolje in prostor in je pač minister Žarnič povedal, da bodo vse te dokumente preverili in ponovno, torej, da bodo že sami sprejeli ukrepe, ki jih lahko. Vendar pa stvar ni na mestni občini Ljubljana, Ministrstvo za okolje in s tem minister je tisti, ki da končno soglasje, končni sklep in ugotovi, da so stvari usklajene. Kot rečeno, cel kup stvari ni usklajenih, kar boste videli iz gradiva. Na nekaj stvari sem jaz ministra že včeraj opozorila. Namreč Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je na primer zapisal v svojem mnenju, da je prostorski načrt sicer sprejemljiv, vendar ni bilo presojeno umeščanje na ekološko pomembnih območjih in podobno. V gradivu imate tudi negativno mnenje Ministrstva za promet. Tisto, ki nam ga je posredoval gospod Žarnič in ki ga sam razume kot pozitivno, čeprav boste videli, da je pogojno in ni pozitivno. Enako sem vam priložila mnenje Ministrstva za visoko šolstvo, torej ministra Golobiča, ki je 7.5. izdal pozitivno mnenje, v katerem piše: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo podaja pozitivno mnenje k predlogu prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana. Nekaj dni zatem, 11.5. pa poda pripombe na prostorski načrt. Najmanj kar je, da bi moral o tem obvestiti tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Lahko da ga je, lahko da ga ni. Minister Žarnič je rekel, da tega ni videl. Ampak na vsak način ne moreš izdati pozitivno mnenje, čez 3 dni pa negativno oziroma pripombe. Takih zadev je še nekaj. Mi nismo uspeli vsega pregledati, ker smo stvari dobili pač nekaj dni pred sejo. Verjetno bomo pa v tem tednu stvari natančno pogledali tudi ostale še. Pridobili smo recimo na sami seji tudi mnenje kmetijskega ministrstva, ki sem ga že omenila z 1.7., ki nam ga minister Žarnič ni poslal, pa bi moral biti podlaga za odločanje. Oziroma sploh zanj ga ne ve, pravi. To je precej hecno, ker zadnjo mnenje Ministrstva za kmetijstvo bi moral imeti, preden je odločal. Kar vse skupaj kaže na to, da je bil sklep o usklajenosti najbrž pripravljen že kdaj prej, ne drugega, kajti drugega je dobil tudi negativno mnenje strani kolegice v vladi Jerme Pavlinič Krebs. Ministrstvo za javno upravo je tudi dalo negativno mnenje, za katerega gospod Žarnič ni vedel. Tako je pač povedal na seji komisije. Pri vsej stvari je precej, če se milo izrazim, nepravilnosti oziroma najbrž tudi stvari, ki bodo dejansko potegnile neke torej bo potrebno potegniti neke določene zaključke. Dejstvo je, da je minister izdal soglasje na podlagi negativnih mnenj, česar ne bi smel storiti, in zato bo pač v nadaljevanju najbrž tudi primerno sankcioniran.